V drugi polovici 80-ih let sem le po kapljicah torej lahko prišel do literature o medvojne in povojne dogajanju v Sloveniji. O tem je takrat obstajala le emigrantska literatura, ki pa je bila povsem nedostopna. Črne bukve sem dobil v roke zelo pozno. Že leta 90, ko sem za njihov ponatis pisal spremno besedo, tam nosi datum 27. februar 90, torej pred prvimi demokratičnimi volitvami, sem jih bral bolj površno. Še takrat sem imel občutek, da je v njih precej pretiravanja, da so produkt medvojne propagandne vojne, ki je vedno sestavni del vojne, in da je tudi marsikaj nezanesljivega. Tudi kasneje sem jih polistal če sem v njih hotel preveriti kakšen podatek, ki sem ga dobil drugod v svojem novinarskem ali publicističnem delu. Za potrebe tega posveta sem se lotil branja tudi prvega dela, ki sem se mu prej bolj ali manj izogibal in ugotovim lahko enako, kot sem kasneje ugotovil glede brošur v rogu ležimo pobiti in te, kar so tlakovane z našo krvjo. Pisanje je razmeroma natančno. Toda v resnici je več kot to. Če se le malo zavedamo, v kako težkih razmerah vojnega divjanja ter morilske komunistične revolucije in neprijetne protirevolucije, torej v vse splošnem metežu nasilja in posledic, ki ga to povzroča, so avtorji črnih bukev zbirali gradivo, potem lahko in moram reči le eno. To je čudežna knjiga. Čudežna zaradi velikega napora, ki so ga avtorji vložili v pripravo tako obsežne knjige, predvsem pa zaradi neverjetne množice podatkov, ki so v njej objavljeni. Še danes, ko smo, kot rečeno, pripravljeni z vso mogočo literaturo in tudi z arhivskimi viri, je težko napisati podatkovno tako zahtevno knjigo. V tistih medvojnih razmerah je bilo to res garaško početje in izjemen podvig. Sodelovanje pri pripravi črnih bukev je bilo tudi smrtno nevarno, pa saj je bilo celo posedovanje te izjemne knjige smrtno nevarno. Kogar so med vojno dobili, z njo se mu ni prav nič dobro pisalo. Celo po vojni je njen lastnik tvegal večletno zaporno kazen. Zato so po vojni knjigo množično uničevali in se je kljub visoki nakladi ohranilo le malo originalnih izvodov. Vse tisto, kar v črnih bukvah piše v prvem delu, drži. V prvem delu so avtorji poskušali razkrinkati početje komunistov oziroma komunistične partije. Najprej v črnih bukvah natančno pišejo ves čas citati iz komunističnih dokumentov, kako tesno, povsem tesno je bila Slovenska komunistična partija povezana s Sovjetsko zvezo, Kominterno in Stalinom, ideološko popolnoma. Avtorji so nazorno prikazali, da so komunisti zlorabili okupacijo za izvajanje komunistične revolucije. Tudi zato, glede dogajanja v Sloveniji med drugo svetovno vojno, ne moremo govoriti o državljanski vojni. Namreč, nenehno pozabljamo, da pri dogajanju na Slovenskem ni šlo le za komuniste oziroma njihovo revolucijo in za protirevolucijo, ampak je poleg teh dveh akterjev, kot je danes že bilo malo omenjeno, zelo pomembno ves čas dobesedno do zadnje minute igral tudi tretji akter, to je bil okupator. O državljanskih vojnah govorimo takrat, ko se med seboj spopadata dve razmeroma enakovredno močni politični sili znotraj naroda. V slovenskem primeru pa je šlo najprej za revolucijo, za napad ene sile na drugo, pri čemer se je druga bolj ali manj uspešno predvsem branila. Potem pa nikoli ne smemo pozabiti na izjemno pomembno vlogo prisotnega okupatorja, ki je z vojaško silo želel obvladovati in kontrolirati prav vse. Protirevolucija ne julija 42, ne aprila 45 ne bi imela prav nikakršne možnosti pri početju česarkoli, če bi ignorirala okupatorja oziroma če bi se mu hotela izogniti. Ni bilo mogoče. Zato zaradi teh specifičnih razmer, ko je bila protirevolucija na življenje smrt obkrožena z dvema morilskima silama, s komunistično revolucijo in z okupatorjem, ni mogoče govoriti o kolaboraciji, vsaj ne o tisti, o kateri ponavadi govorimo, torej o zavržni, o narodni izdaji. Kolaboracija je bila, vendar pač govorimo o njej, kolikor pač govorimo o njej, izrazito izsiljena in življenjsko nujna.
Alternativa zanjo je bilo le čakanje na uničenje, torej samo uničevalna pozicija, na katero pa seveda zdrav človek ne bo pristal. Termin državljanska vojna pomeni tudi dve kolikor toliko enakovredni sili, ki se borita med seboj. V slovenskem primeru je bila ena, torej komunisti, izrazito napadalna, druga protirevolucija pa pretežno obrambna. Zato je uporaba tega izraza tudi krivična za protirevolucijo, saj pomeni posledično porazdelitev krivde približno pol na pol. Protirevolucija pa ne le, da ni kriva za medvojno nasilje, ampak je bil njen pojav z vsemi spremljevalnimi pojavi, z revolucionarnim nasiljem izsiljena pozicija. V črnih bukvah lahko natančno beremo, kakšne vse zvijače so slovenski komunisti uporabljali, da bi preslepili čim več ljudi. Seveda je tu šlo za terminologijo. Že v drugi polovici 30-ih let so se spretno zakrili za ustanovo, ki so jo poimenovali Društvo prijateljev Sovjetske zveze. Na te imenice se je ujelo veliko naivnih kalinov. Še več pa potem leta 41 in 42, ko so ustanovili tako imenovano osvobodilno fronto. Šlo je za klasično masko, ki so si jo nadeli, da naivni kalini ne bi videli, da gre za komuniste. Vse skupaj je spremljala velika manipulacija z odporom proti okupatorju, z odporništvom, z narodosodilnim bojem in še cela vrste tovrstnih izrazov, ki so jih uporabljali oziroma zlorabljali. V terminologiji so se komunisti poistovetili z narodom. Na drugi strani so izvajali neverjetno množično in vsebinsko do kraja grobo ter pokvarjeno propagandno vojno proti svojim političnim nasprotnikom, ki so jih ves čas imeli le za sovražnike, vendar ne sebe kot komunistov, ampak za sovražnike naroda. Saj se leto sliši učinkovito. Vse to je v črnih bukvah prepričljivo razjasneno v prvem delu. Črne bukve so zelo natančno prikazale, kdo so glavni akteri komunistične revolucije in s tem sovražniki slovenskega naroda. Toda še bolj kot to so bile črne bukve uničujoče svojo glavno vsebino, to pa so nepopisno dolga navajanja partizanskih zločinov in dolgi seznami imen ljudi, ki so jih ubili partizani. Pri tem so navedeni trije poglavitni podatki. Ime in priimek ubite osebe. Kot vidite, se tu namenoma izogibam besedi žrtev, saj pri teh ljudeh ni šlo za žrtve, ampak za umore in zločine, datum umora in kraj, poleg storilca seveda, ki je tako ves čas lahko samo eden, to so bile različne militantne enote komunistične partije, od tako imenovanih partizanov do VOS-a, narodne zaščite in tako naprej. Objavljenih je tudi veliko fotografij umorjenih oseb in tudi obremenjujočih dokumentov. V črnih bukvah je objavljenih tudi veliko podatkov o uničevanju premoženja in kulturne dediščine, od gradov, kulturnih domov, šol in župnišč. V črnih bukvah osebno pogrešam le eno stvar. To je podatke o umorih leta 41. Prej smo že nekaj slišali o tem. Nekaj podatkov o partizanskem nasilju jeseni 41 sicer je, vendar nikakor ne toliko, kot ga je bilo v resnici. Do teh podatkov smo pravzaprav lahko prišli šele po letu 1990, po demokratizaciji Slovenije, torej, ko so se začeli zbirati podatki in pričevanja na terenu, kot temu rečemo, in ko smo jih začeli pobirati iz debelih propartizanskih knjig. Seveda je verjetno tudi v arhivih še kaj mogoče najti, vendar so to še vedno teme, ki se jih ni nihče prav lotil. Po 25 letih demokratizacije Slovenije moram reči, da se, kar se tiče partizanskega nasilja, delo v arhivih komaj začenja. Vse, kar je bilo tu narejenega doslej, so bili le začetki. Saj, če 25 let po demokratizaciji Slovenije nimamo relevantne knjige o Edvardu Kardelju, potem vidimo, kje smo. Brez vedenja o Edvardu Kardelju oziroma njegovem delovanju pred, med in po drugi svetovni vojni le težko razumemo potek komunistične revolucije na Slovenskem. Za konec samo še to, ko govorimo o črnih bukvah, načenjamo tako rekoč neskončne teme. Z današnjega zornega kota je vsebina črnih bukev omejena ozemeljsko in časovno, obravnava pač obdobje do izida in predvsem Ljubljansko pokrajino, ne pa druge, kar je razumljivo. Prav vsak, ki ga resnica zanima, si jo lahko danes
prebere v literaturi. Že nekaj let je tako, to je popolnoma drugačna situacija, kot sem se moral z njo soočati sam pred 30 leti. Črne bukve so gotovo ena najpomembnejših knjig v slovenski zgodovini.